Da ste bili zelo dobri, da ste bili izjemno uspešni v izpolnjevanju naših pričakovanj, govori zelo veliko različnih podatkov. Podatkov zaveznic, pa tudi podatkov tistih, za katere varnost ste vi skrbeli. Naj se ob tej priložnosti zahvalim predvsem vam, polkovnik Božič, ki ste mentorirali enega od pripadnikov afganistanske vojske, direktorja štaba 207. korpusa, ki smo ga imeli priložnost spoznati tako ob obisku v Afganistanu, ko je bil tam na obisku državni sekretar s svojo delegacijo, kot sedaj pred dnevi tukaj v Sloveniji mi. Naj povem, da je bil brigadni general Janbiš izjemno zadovoljen s tistim, kar se je naučil od vas. Čeprav je to človek z ogromno vojaškimi izkušnjami, z zakončanimi izobraževanji na Zahodu, v Nemčiji, na različnih delih sveta je bil in tudi zagotovo ima za sabo veliko težkih in trdih bojnih izkušenj. Ampak to, kar se je lahko naučil od vas, polkovnik Božič, pa tudi, kar je videl, da delate vi, spoštovani pripadniki 15. kontingenta z njegovimi pripadniki v 6. bataljonu 2. brigade 207. korpusa, je bilo neprecenljivega pomena zanj in za njegovo spoznanje, da bo afganistanska vojska potrebovala še veliko tako dobrih mentorjev, kot ste bili vi. Zato naj vam tudi jaz danes še enkrat izrazim hvaležnost za vse vaše opravljeno delo. Ampak vedite, da za to svojo izjemno profesionalnostjo ste postavili tudi kriterije za naprej. Postavili ste standarde za 16. kontingent, ki sedaj že stopa po vaših stopinjah, pa tudi za 17. Verjamem, da bodo tudi oni izpolnili vse tisto, kar se od njih pričakuje. Upam, da bodo imeli tudi takšno srečo kot vi, da bodo prišli domov, živi in zdravi. Zato naj čisto iskreno povem, da je v življenju kontingenta zelo veliko pomembnih trenutkov, lepih trenutkov. Ampak najlepši je pa ta, ko se vrnete domov in ko se postrojite, zato da bi mi in cela slovenska javnost vedeli, da ste vi dokončali svoj posel. Zato resnično zelo velika hvala za vse. Velika hvala gre tudi vašim svojcem, vašim družinam, vsem tistim, ki so teh 6 mesecev preživeli tu z nami doma in so bili izpostavljeni vsem mogočim, tudi mnogokrat težkim besedam in kritikam tega, kar Slovenija počne oziroma kar naj bi počela v Afganistanu. Verjamem, da vam, spoštovani svojci, ni bilo lahko doma vedeti, da so vaši dragi, vaši najbližji v bistvu izpostavljeni zelo velikim nevarnostim, da pa upravljajo pomembno delo za državo, ki javno ne zna povedati svoje zahvale in izraziti svojega spoštovanja do teh borcev. Ampak ob vaši veliki podpori, ob vsem tem, kar vi doživljate, spoštovani svojci in člani družin, ob vsem tem mi vemo, da je pravzaprav slovenska vojska ne samo vojska pripadnikov in pripadnic, ampak je v bistvu vojska vseh, tudi družin, vseh tistih, ki jim mnogokrat stojite na strani teh vojakov, tudi takrat, ko se zdi, da jih politika ali država tudi pozabi. Ampak zdaj ne bomo slabe volje in ne bomo govorili o slabih stvareh, kajti na koncu vseh koncev bo za vas in za vse za vami za vselej jasno, da ste bili v Afganistanu zato, ker ste izpolnjevali mandat Organizacije združenih narodov in ker vas je tja poslala slovenska država. Zato naj bodo medalje v službi miru, ki jih boste danes prejeli, za vas in za vse nas dokaz, da smo mi, država, zaradi vas v službi miru. Želim vam, da bi
lepo preživeli te dni sedaj, ko ste doma, in da bi se brez težav nazaj vključili v aktivnosti, ki vas čakajo v vaši vojaški karieri. To isto si želim tudi za naše civilne strokovnjake, ki so bili skupaj z vami pripadniki kontingenta in so imeli nekateri tudi težke izkušnje. Želim si, da bi vsi vi bili za vselej svojim sodelavcem vzor in ponos, tako kot ste v ponos svoji domovini. Velika hvala za vse, držite se in srečno vam želim.